Četrtek smo obiskali igrišče pred osnovno šolo Toma Brejca, kjer so se učenci kamniških šol in vrtcev lahko namesto ure telovadbe gibali in družili na prostem. Za zanimive športne aktivnosti so poskrbeli animatorji zavoda Grega. Ja, v Grega smo želeli otrokom popestriti takle šolski ali pa vrtčevski dan z takimi športno-animacijskimi aktivnostmi. Jasno, skakalni grad je tista glavna atrakcija. Potem smo pa želeli nekako še športnimi igrami, se pravi mini košarko, mini nogometom, mini hokejem in takimi družabnimi aktivnostmi, kot je zagotovo padalo. Pričarati otrokom športno obarvan dan, predvsem pa poskrbeti za to, da otroci tudi preko ene take malce drugačne aktivnosti ugotovijo in spoznajo, da je gibanje zdravo, da je šport lahko zabaven in prijetna oblika preživljanja prostega časa. Aktivnosti, ki jih izvajamo, so namenjene otročkom od nekje 2. leta starosti naprej. Grega je nekako specializiran za te najmlajše, se pravi tam od 2 pa tja do 8 let. Jasno, z nekoliko modificiranimi programi pa poskrbimo tudi za tiste starejše srednješolce, pa tudi mamice in očke v popoldanskem času in vikendu. Dogodek so pripravili v Mladinskem centru Kotlovnica v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. V tem tednu mobilnosti ni poudarek samo, da bi se ljudje čim manj vozili, ampak da bi se tudi čim več gibali na prostem, da bi se recimo cele družine udeleževale prireditev, ki se dogajajo zanje, da bi obiskovali parke, da bi skupaj z otroki hodili na igrišča. In ena od teh je tudi povabilo tega športnega zavoda Grega, ki nam je popestril današnjo dopoldne. Povabili smo bližnje šole, vrtce, tako da imajo res animacijo na mesto in so vsi veseli, da imajo namesto telovadbe v zaprtih prostorih, da imajo telovadbo zunaj na prostem. Kaj ti je pa najbolj všeč danes tukaj? Tisto. Skakalni grad? Ja. Kaj pa tebi najbolj všeč? Skakalni grad. Z katere šole si pa ti? Iz Toma Brejca. Kateri razred? 3. B. In to imate danes športni dan ali telovadbo recimo šport? Telovadbo. V torek pa je potekal dan brez avtomobila. Ste pripravili kaj posebnega? Ja, predvsem smo veseli, da smo lahko pripeljali v mesto tudi otroke iz Tuhinjske doline, kar je podprl Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu iz Kamnika oziroma prispeval sredstva za ta 2 avtobusa. Pripravili pa smo predvsem z Zavodom za varno pot, smo pripravili demonstracijo teh varnostnih momentov, ki so pomembni recimo za otroke, predvsem za pešce, nošenje čelade, pripenjanje. Drugače pa so otroci tudi risali na glavnem trgu, pisali na to temo in ena od teh misli recimo v tednu mobilnosti je bila tudi dobra klima mojega mesta in podnaslov je bil tudi Ugasni motor in prižgi srce in otroci so pisali tudi na to temo in ena je odlična, ena misel, prižgem srce, mišice in grem peš. S tem, da so otroci bili tudi kritični do tega, kar se dogaja v njihovi okolici, predvsem v zvezi s njihovo varnostjo in so napisali tudi nekaj pobud na temo črne točke, tako da bomo to tudi potem posredovali naprej tistim, ki lahko vplivajo na to, da se te črne točke odstranijo. Pa mogoče pripravljate še kaj posebnega za teden otroka in teden prometne varnosti? Ja, mislimo, da bomo kar nadaljevali predvsem na to temo varnosti otrok, kakršnekoli varnosti, ker bomo tudi poskusili že malo vključiti v te varne točke, ki pripravljamo za otroke, res ne samo prometne, ampak tudi varne točke v Kamniku in v tistem tednu imamo 2 dni, nam je Kambus odprl vrata, da bomo pri njih pogledali, kaj se dogaja v kambusovih garažah, kako se čistijo avtobusi, vožnja z avtobusom, potem pa nadaljujemo pri policistih, to je 2 dni. 2 dni so odprli vrata gasilci, ker je tudi mesec požarne varnosti in bo dan odprtih vrat pri gasilcih. Zaključujemo pa teden. En dan smo si pustili za rezervo, da smo prilagodili, če se bo dogajalo še kaj drugega v Kamniku. Drugače pa zaključujemo potem pa z enim velikim pisanim živžavom na soboto 10. popoldne, kjer bomo pa predstavili vse, kar se dogaja v Domu kulture, v Kotlovnici, pri tabornikih in mogoče tudi širše, da bodo novi Kamničani in stari Kamničani oziroma z družine, da bodo vedeli, kam se lahko obrnejo za preživljanje prostega časa, kar je v bistvu namen našega delovanja. Najlepša hvala za odgovore. Okay.